Lepo pozdravljeni. V Dekanih so bile nekoč osnovne šole, ki jih danes ni več. Ampak ne bodo pozabljene. Zakaj? Nedavno smo namreč dobili svežo knjigo pri založbi Libris, ki govori prav o pozabljenih šolah. Z mano sta danes avtorici Elena Filipič in Selina Lešek, ki bosta povedali več o tistem času, kraju in seveda tudi o knjigi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, kako se je projekt sploh začel? Gre za projekt, ki je zdaj že več kot desetletje star. Sta sami prišli na idejo, nekega popoldneva? Tako bom kar jaz začela. Torej, v bistvu se je projekt začel čisto naključno, ko je nek krajan poizvedoval o stavbi v Dolu, ki naj bi nekoč bila šola. Takrat je tedanji ravnatelj, Marjan Ruter, je prišel na idejo, da bi mogoče pa raziskali, v katerih vseh vaseh, ki spadajo pod našo osnovno šolo, so nekoč bile šole. Torej, osnovna šola Dekani dan današnji pokriva ogromno, zelo veliko področje. Vse tiste vasi okoli, do Rakitovca na hrvaški strani, do Ospa na italijanski, ne. Torej, imamo zelo, zelo velik šolski okoliš. In ko smo tako začeli počasi malo poizvedovati, smo ugotovili, da je praktično skoraj vsaka vas imela nekoč svojo osnovno šolo. Torej, sam projekt se je v bistvu začel kot nekakšna, bomo rekli temu, raziskovalna naloga. V štartu je bilo mišljeno, da bi tudi učenci nekaj, bom rekla, poiskali, naredili, pol sva zeleno ugotovili, da otroci sicer so nam prinašali zelo veliko materiala, tudi povprašali svoje stare starše, svoje nonote in none, ne, da so jim povedali nekaj o tistem času. Potem pa sva seveda morali medve se lotiti urejanja. Nastale so sive lise, nismo našli podatkov, zato smo potem se obrnili še na šolske kronike, ki smo jih tedaj na srečo še imeli na šoli, namreč kasneje smo jih oddali v arhiv. Tako smo počasi te podatke zbrali, veliko je bilo dela tudi na terenu, pomeni intervjujev s posameznimi, bodisi učenci, bodisi nekdanjimi učitelji, bodisi nekdanjimi ravnatelji. Vsak je dodal, bomo rekli temu, svoj kamenček v ta mozaik, ki je konec koncev ta zbornik danes. Dela je bilo veliko in ogromno, takrat sva zeleno pač to, bom rekla, do neke faze pripeljali in nato je ta projekt romal v predal. In je tam ostal, po mojem, kakih 10 let. Več? Še več. 13. Cel čas sva se večkrat, pa tudi drugi, ne, pogovarjali, da je verjetno res škoda, da bi tako veliko dela, tako veliko truda in tako veliko informacij konec koncev ostalo v predalu. Tako da smo potem v bistvu leto oziroma še malo več nazaj se povezali še s knjigarno Libris in oziroma založbo, se opravičujem, in tako nekako je nastal ta današnji zbornik s skupnimi močmi. Libris je zbornik tudi uredil, opremil tudi z določenimi fotografijami dodatno. No, in prejšnji teden smo dobili našo knjigo. Ja, knjiga je res bogata, tako s podatki kot s fotografijami takšnimi in drugačnimi. Se pa zdi, da kar nekaj je torej virov, pri katerih sta izhajali iz kronik. Kako točno so pravzaprav kronike izgledale? Ali danes sploh še imate kronike v šolah? Še je kronika, ravnatelji, trenutno ona, jo pišejo ob koncu šolskega leta. Stare kronike so bile zelo lepo napisane, nekatere celo okrašene z risbami na začetku, lepopis, ne, s tistim peresom. Ravnatelji so notri poročali o šolskem letu, ki je preteklo, so zapisali različne podatke, včasih tudi osebne podatke, nekatere, ki jih danes verjetno ne pišemo oziroma jih ne bi pisali. Običajno pa nasplošno o šoli, koliko učencev je imela, kaj pomembnega se je zgodilo to leto v šoli, kako je potekal pouk, kako se je zaključil, kakšen je bil uspeh, katere dejavnosti so bile na šoli. Tako da so dobili kar precej podatkov o življenju določene šole v določenem šolskem letu.
Kaj pa se je zgodilo z vsemi temi šolami, da jih danes ni več? Ni bilo več potrebe, šole še vedno so ponekod. Veste kaj, tako je. Naše vasi so se zaradi industrializacije obalnih mest praznile. Ljudje so odhajali, mladih ni bilo več v vasi, število otrok je upadalo in je bilo tudi verjetno težko vzdrževati toliko šol za majhno število otrok, kjer je bilo. Potem so te šole postopoma zapirali in na koncu so nekateri učenci, recimo iz šole Podgorje, hodili na Kozino z vlakom v osnovno šolo. Sicer prej so imeli že prve 4 razrede v Podgorju, potem so imeli na Kozini zadnje 4 leta, 8-letke. Potem so pa tudi to ukinili in so vsi hodili v osnovno šolo Dekani. Tako da je postala ta centralna šola za vsa okoliš, od Rakitovca, kot je ona prej rekla, do Ospa. 12 šol je bilo ukinjenih na podeželju, ampak to ne naenkrat. To so postopoma, tako kot je bilo pač manjko učencev, tako potem so tudi počasi ukinjali določene šole. Pa danes te stavbe še stojijo, so katere že zapuščene, propadle? Ja. Večina stavb še stoji. V večini stavb so zdaj pa seveda stanovanja, privatne hiše so to. Izjema je mogoče vrtec na Rižani, to je stavba, v kateri je tudi nekoč bila šola. Sedaj od leta 86 je tam tudi vrtec, ki smo ga ravno kar prenovili popolnoma, ker namreč sama stavba je stara krepko več kot 100 let. Tako da v tej stavbi pa še vedno imamo bom rekla, vzgojno-izobraževalni proces, ker imamo 4 skupine vrtca v Rižani. Sicer ostale stavbe pa mislim, da so vse, bom rekla, čisto privatni rabi. Nekateri so tudi vaški dom, ker se srečujejo vaščani pri sestankih in podobno. Tudi v to so spremenjeni. So pa te šole izgledale precej drugače, takole po fotografijah, sodeč kot to, kar poznamo danes, ko imamo, ne vem, vsaka ima knjižnico, pa telovadnico. So to neke stvari, ki so jih imele tudi te šole, mogoče v manjšem, ki so recimo telovadili? Ne, to je bila, učilnica je bila ponavadi ena, telovadili so tako, da so zunaj očistili kakšen travnik in so imeli šolsko igrišče. Ali pa so šli na sprehod ali na dvorišče, ni bilo temu namenjenega prostora, namenoma samo za telovadbo. Veliko so preživeli tudi v naravi. So se učili v naravi, notranja oprema, ponavadi peč, neki so jo kurili na drva, kakšen zemljevid, par pripomočkov, učitelji so morali ogromno izdelati sami. Za stranišče je bilo treba tudi vodo dostavljati, tudi za umivanje rok je bila voda posebej, tako da se je bistveno razlikovalo od današnjega časa. Tudi učitelji, ko so prišli v službo, ker so ponavadi po vojni imeli dekret, so bili poslani v določen kraj in so si mogli poiskati sobo nekje v vasi, pri kakšnih domačinih in so se najprej lotili si urejati to sobo, da so lahko tam živeli in so si tudi za hrano uredili pri domačinih, kakšna domačinka je kuhala jim kosilo. Nekateri učitelji so imeli kombiniran pouk, torej 2. in 3. ali pa 1. in 4. skupaj, nekateri celo zjutraj popoldne in obe kombinaciji, tako da res ni bilo časa vmes za jesti, za kuhati in so domačini pripomogli k temu, da so tem učiteljem kuhali. Kako pa so otroci prišli do hrane? Ker nekateri poročajo, da so se prehranjevali tudi med poukom, niso čakali, da pridejo domov. Ni pa bilo menskot, recimo danes. Kako so potem jedli? Imamo kar precej opisov v našem zborniku, namreč kuharica je bila običajno kar kakšna domačinka, tam, kjer je bila prehrana organizirana. Ravno ena pripoveduje, kako je hrano pripravljala pri sebi doma. Kako je zjutraj zamesila kruh, naredila štruce, iz katerih je potem zrezala kruh za otroke in dodala neko marmelado in pa belo kavo ali pa kaj podobnega. In to je bila potem vsakodnevna malica. Drugod so si prinašali hrano s sabo, ker pač organizirane prehrane ni bilo. Kosila itak, da ne, govorimo samo o malici. Velikokrat so imeli, kot smo prej rekli, sponzorje, razne pakete ameriške, kjer je bil sir, za katerega povejo, da so ga tolkli s kladivom, ker je bil tako trd. In
kljub temu, ne, pa mleko v prahu, pa podobno. Jajca v prahu. Jajca v prahu, zelo, seveda za tedanje razmere, zelo nekaj čudnega in novega, ampak otroci so bili navdušeni. Seveda nobene zbirčnosti, vsi so jedli tisto, kar je bilo tisti dan pač ponujeno, ne, kar je bilo pač običajno čisto vsak dan enako, torej kruh, marmelada, to je bilo to. Tudi pri prehrani so nekateri otroci takoj po vojni imeli doma premalo hrane in je bil to edini pravi obrok za nekatere, zato so radi pojedli. Ta kuharica Ančka iz Dola je povedala, kako je učitelj Štefančič nekje nabavil, ne vem, kje je našel neke pomaranče, da bi dal otrokom za novo leto, nabavil je papirnate vrečke in kuharici dal to moko, pa nekaj masti in je naredila za vsakega otroka en tak majhen hlebček in 2 fanclja, torej miške, odsvrla na masti in pomarančo. In je rekla, to je bilo nepopisno veselje za otroke ob novem letu dobiti pomarančo in to, ker so jim dali v ta paketek. Če pomislim danes, koliko se hrane v šolah zmeče stran pri malici, si da misliti. Govorimo pa tukaj predvsem o času po drugi svetovni vojni, kaj ne? So to šole, ki so bile že prej ustanovljene ali šele po vojni? Ne, nekatere tudi prej, nekatere po vojni. Velika večina šol je sicer zamrla za čas vojne, tedaj pouka ni bilo, nekaj malega partizanskih šol, ampak večinoma pač za čas vojne niso hodili v šolo. Tudi nasplošno velikokrat povejo, recimo pouk, kronika piše, pouk se ni začel na začetku septembra, ampak na koncu. Zakaj? Zato, ker je bila učiteljica na izobraževanju ali pa ker učiteljica zbolela. Torej so se prilagajali tistemu, kar je bilo. In tudi vmes, ne vem, bolezni, gripe in podobno. Pač ni bilo pouka za nikogar. Za tisti čas ni bilo šole. Ali pač je bilo veliko dela na poljih, ravno tako. So se pač prilagodili tudi temu, da tedaj pouka ni bilo. Tako da je, bom rekla, to, kar vedno rečem, šolski sistem je odraz nekega časa, v katerem obstaja. In tedajni čas je bil tak. In današnji je drugačen. So imeli recimo opravičila potem takrat ali so samo rekli, jutri delam na polju? So povedali doma, da jih ni bilo, so povedali, da so imeli doma delo in pač učitelj je zabeležil, ni imel kaj. To ni bilo nobenih, po mojem, takih opravičil. Če je bilo pa kaj hudo narobe, so učitelji, recimo, so omenili v teh intervjujih, da so šli do staršev domov, pa so povedali, pa so se pogovorili, starši so šli kar sami učitelji domov. Vse v teh intervjujih, predvsem pri učiteljih, ampak tudi pri učencih, nekdanjih učencih, se odražajo te družbene razmere takratnega časa. Povejo še marsikaj, poleg šolskih zadev, še marsikakšno družbeno stanje takratnega časa, o tem pričajo ti intervjuji tudi, tako da se jih da brati tudi drugače, ne samo strogo šolsko. Sicer pa opisujete tudi v začetku zgodovino celotnega šolanja v slovenski Istri, ki sega precej daleč nazaj. Me je kar presenetilo v 16. stoletje? Tako, neki prvi podatki segajo, torej tukaj v bistvu smo, bom rekla, temu povzeli neka teoretična izhodišča, zato da smo lahko te naše šole nekam umestili. Kar se tiče teh šol, ki smo jih zeleno raziskovali, pač podatkov seveda ni, da bi segali tako zelo nazaj. Sicer pa ja, ta razvoj šolstva v Istri je bil malo specifičen, predvsem zaradi tega, zaradi položaja, v katerem je bil vedno ta del, na prepihu vseh struj. In vse pravim, odraža se ravno to, da so nastajale te male šole po posameznih vaseh. Je pa res to, da je težišče našega raziskovanja večinoma po drugi svetovni vojni. Torej tukaj je mogoče največ. Smo kje šle tudi v čas Italije, ker recimo turistično društvo Podgorje je že pred tem, ko smo mi raziskovali, delalo eno obsežno raziskavo za svoje namene, ker so imeli 150-letnico šole v Podgorju, 150 obletnico.
in so takrat naredili eno veliko razstavo in tako je naša učiteljica, ki je članica tega društva Domačinka od Podgorja, meni recimo dostavlja celo torbo teh dokumentov, tako da tam sem morala res izločati, ne da sem iskala, ampak izločati stvari, ker je bilo preveč, ker tisto je samega gradiva za eno knjigo imajo oni gor. To so pa predhodno zbrali in tisto sem dobila na mizo, direktno, ne, ni bilo treba meni izbirati. Povsem obraten primer kot pri Podpeči. Tako, ja. Ponekod, ni bilo niti pisnih virov, ne. Niti kronike nismo imeli, ker so zgorele nekatere kronike. Ene so zgorele, ene so se zgubile. Kako pa ste potem ugotovili, da sploh je bila tam šola, da je obstajala? Zato, ker smo učence, sva učili in učence višjih razredov, sem nekatere bolj zanesljive prosila, če doma vprašajo, v kateri stavbi je bila nekoč šola v vasi, da najstarejše vprašajo nonote, pranonote, najstarejše vaščane in naj mi prinesejo na listku napisano ime in priimek tega človeka in telefon ali pa naslov, ki bi lahko kaj povedal o tej šoli. In tako so potem nekateri z večkratnim opozarjanjem boš prinesel, pa pokličem tvojo mamo, ne, pa tudi starše sem poklicala, ne, če mi lahko dostavijo te podatke. In smo potem prišli do tega, da smo našli šole v vsaki vasi. Praktično. Pa so se ljudje tako spomnili, recimo neka srednja generacija, se spomnijo, da so njihovi starši. Veste kaj, nekatere šole so bile ukinjene tam, ne vem, 60. pa kaj čez, in tisti, ki so imeli 80, recimo, so vedeli, ne, da je bila tam šola. Pa so se spomnili imen učiteljev tudi. Tako, tudi. Če na koncu zbornika navajamo praktično po spominu ali pa po kronikah učitelje, ki so poučevali in so se jih res spomnili zelo veliko. Pri tem pa predvsem so starejši ljudje, ne glede na to, kaj vse so pozabili, teh šolskih dogodivščin se zelo dobro spomnijo. In so res, moram reči, take pripetljaje, potem pripovedovali, kaj se jim je vtisnilo v spomin, pa bomo rekli tudi po 50, 60 letih, česa se spomnijo, ne? Da se je prevrnil kamion s pomarančami in so vse pomaranče padle v Režano in so vsi veselo lovili pomaranče po Režani. In so s kariolami vozili domov. S kariolami jih vozili domov, ne. In takih pripetljajev je še pa še, ne. Ko je Elena prej pripovedovala o kurjenju, ne. Kurjenje je nepredstavljivo za današnji čas. Peč, ki se ponavadi tudi tako dimla, da, ne. Potem drva je bilo treba pripraviti, živa veriga, kako so prenašali drva v šolo, reditelj je zjutraj moral zakuriti, da je bilo toplo, ne. Pol se je kadilo, včasih tudi za nalašč so povedali, ne, tako da ni bilo treba imeti pouka, ker je bilo vse preveč zakajeno, ne, notri. In take stvari, ne, pol povejo tudi, kakšne dolžnosti so imeli otroci v tistem času, ne, da je v bistvu nekaj čisto drugega kot zdaj, ne, ko je zdaj samo učenje, ne, drugih dolžnosti praktično današnji otroci, ko pride v šolo reditelj, nekaj malega, ne. Ampak takrat je bilo treba prinesti vodo, zato da so imeli vodo, da je bila voda v WC-ju, je bilo treba zakuriti, ne, in podobne stvari. Ni do nekoga, tako kot zdaj, ki to naredi na mesto. So imeli mogoče sluginje v šolah takrat? Ne, so pa imeli čistilko, to pa kakšna ženska, ponavadi tudi tista, ki je bila kuharca ali pa čistilka hkrati. Ona je poskrbela, ona je včasih tudi zakurila že prej, ko je bilo zelo hladno, da je zakurila dovolj zgodaj, da so prišli v toplo učilnico, tudi to je bilo tako. Je bila čistilka, ki je poskrbela tisti minimum higiene, kar je bilo pač potrebno. Ja. To je bilo. Je pa res, da so te prigode bile zelo razne, tudi na izlete so hodili, ne. So šli do Podgorja in potem na vlak in so potem šli stran. Enega učenca so gor v Bohinjski Bistrici, ko so se zvečer vračali domov, je zaspal na klopci, so ga pozabili gor. Naslednji dan so ga z Bohinjske Bistrice pripeljali domov. Ne, danes bi bilo to Slovenija na nogah, če bi se zgodilo, ne. Ali pa recimo doma, ko so šli v Koper na izlet, ker je bila to svobodno tržaško ozemlje in so recimo otroci iz Črnega Kala iz Jugoslavije šli v svobodno tržaško ozemlje v cono B, v Koper, in so mame jim naročile, ne kupijo metlo, ker v Jugoslaviji metel ni bilo za kupiti. In so dali jim denar, otroci so kupili metle in ko so prišli na mejo Jugoslavije in cone B, svobodnega tržaškega ozemlja, so jim cariniki metle vzeli. Tako da so otroci prišli domov brez denarja in brez metle. Tako je.
ker starši pač niso mogli v Koper, ker niso imeli dovolilnice, niso mogli čez mejo, ne. In so skoristili otroke, da bi jim prinesli domov metlo. Pa so In vzeli. niti to ni uspelo. Ne. Tega se zelo, zelo spominjajo. Ne. Vsi pa pravim, ne glede na to, koliko so stari. Teh izletov, ne. Pohodov, ni bilo težko iti, ne vem iz katere vasi peš ure, zato da so prišli recimo do Podgorja, da so lahko šli na vlak, ne. In potem na izlet. Tudi izlet v Piran, recimo, to je nekaj čudovitega, ne. To se več učencev nekdanjih spomne istega dogodka, ne, pomeni, da jim je res se vtisnilo to v spomin. Tudi kako so morali učiteljici pomagati na pohodu, ne, ker ni zmogla več hoditi, pa so jo prijeli za roke, pa malo potisnili, pa je šla, ne, ker je bila že starejša. Pravi, take stvari, zelo zanimivo, ne, kaj se človeku vtisne v spomin tistih časov, ne. Pa so delali tudi kakšne lumparije, danes so nekatere že na nivoju huliganstva, je bilo tedaj Ne tudi tako tako? hude, ampak so bile take. So bile včasih, ja, to pravim, so zakadili, da ni bilo pouka, recimo, ne. Da Tako. so malo zadimili v učilnici, take in podobne, ne, Pa ampak tudi, nič, ja. vse tako dobro namerno, nič Tako, posebej. nič posebnega. Pa tudi recimo kazen je bila zelo hitro, ne, če je učenec skakal učiteljici v besedo, recimo. Je bil kaznovan, ne, in velikokrat povejo učitelji, da so najbolj pogosta kazen je bila, da so bili zaprti po šoli, so morali ostati in bili zaprti, a ne. In ravno eden od učiteljev pripoveduje, kako je sicer učenca zaprl in ga na to pozabil, da je zaprt in ga je pustil zaprtega do Zvečer pozno. pozno zvečer, ko se je zrajtal, da tega otroka ni, da ga ni odprl, a ne. Ampak seveda, kot je rekla prej Jelena, dan današnji je to nepojmljivo, ne. Tedaj je seveda, ko je otrok prišel domov, še doma dobil 2, ne, zato ker je nagajal učitelju, ne. Tako da teh pripovedi je kar veliko, ne, tudi o temu, kako je ta isti učitelj recimo moral, oni so učitelji sami popravljali, ne, stvari, vrtali luknje, en je celo zvrtal, kako je napisal, ne. Ja, on je vrtal luknjo za polico za knjiga v sobi, ki jo je pač najel pri domačinki, in domačinka pride k njemu v sobo. Učitelj, vi ste prišel na špargert v mojo kuhnjo. Torej na štedilnik je prišel čez, nekaj je vrtal, ne. Tako, sami so si morali zelo veliko pomagati, ne. Položaj učitelja nepredstavljiva še ena stvar, ne. Z dekretom biti poslan od kdo ve kod, kdo ve kam. Veliko njih pove, da niso vedeli, kam so bili poslani. Da so gledali, kam to za eno vas grem, tudi napačno izstopili, Izstopili z avtobusa ure in so ure, potem ne. mogli se vračati nazaj peš, ne, ker so na napačni postaji. Z eno potovalkico v roki, ne veš ne kam, ne h komu. Tudi en učitelj pripoveduje, da hrano so jim seveda zagotavljali domačini, ne, in se je tudi zgodilo, da ena in ista hiša ni zmogla takega bremena. In potem je pač vsak dan druga hiša kuhala, ne. In je vmes, ko je končal prvo izmeno in preden je začel drugo, je dobil na mizi vsak dan Ja, ta kosilo. učitelj se je vozil, Ja. ne. Popoldne se je vozil v Rakitovec in dopoldne delal v eni drugi šoli in popoldne je šel še v Rakitovec. In vmes ni imel časa za kosilo in so se zmenili sami prebivalci Rakitovca, da bo vsak en dan prinesel učitelju na mizo kosilo. In je rekel, da je še danes hvaležen za ta kosila, ki jih je dobil tako zastonj na mizo. To pomeni, da so učitelji večinoma ostali v domačih krajih, ste tako prišli do njih? Ne. Ne, učitelji so bili nekateri tudi iz okolice, ampak mnogo jih je bilo poslanih z notranjosti Slovenije in iz Gorenjske. Po vojni morate vedeti, da tukaj kadra učiteljskega ni bilo veliko, prej smo bili pod Italijo, ne. In zato so bili poslani, veliko njih takoj po vojni je bilo poslanih iz drugih regij Slovenije, z Gorenjske, vse povsod. Pa je to pomenilo, da so v šolah potem imeli italijanščino, recimo, ker če so jih poslali iz drugih regij, verjetno se niso učili? Ne, ni bilo predmeta, da bi jaz razredila, ne. Po vojni ne. Prej, ne, je tudi omenjanje te vasi niso bile niti italijanske, recimo Koper, Izola, Piran, središča mest, kjer so živele tudi italijanska manjšina, je bilo normalno, da komunicirajo tudi v italijanščini s sosedom, ne. Ampak tukaj so znali italijansko, ker so imeli prej italijanske šole, ker so bili moški v italijanski vojski.
ampak ni bilo razloga, ker niso živeli Italijani v teh vaseh, ni bilo Ni italijanske avtohtono manjšine, prebivalstvo, ne ne, avtohtono ja. prebivalstvo. Ne. Tako da ne. Kako pa je bilo, recimo, danes pravimo, da je učiteljstvo precej feminiziran poklic, takrat pa vseeno ženske so imele malo drugačen status po vojni, vseeno niso bile še tako enakopravne. Je bilo takrat tudi več učiteljic kot učiteljev, kot recimo danes? Tudi Ja, učiteljev, mislim, učiteljev kar nekaj. Mogoče ja, mislim, predvsem, če pogledamo, kakšni so bili pogoji, so bili za učiteljice mnogo težji, ker družine nikakor, zelo, zelo težko je učiteljica imela družino, ne? Ker zaradi narave dela, zjutraj, popoldne, čisto v nekem drugem kraju, si je to brez stanovanja, brez hrane velikokrat, ne, bi si to zelo težko umislila. In ko si je učiteljica, pač je imela družino, običajno prenehala delati. Pri moških je bilo to malo drugače. Kljub temu lahko rečemo, da tukaj nihče od teh učiteljev ni preživel na teh šolah neke zelo, zelo dolge delovne dobe, ne. Se je to precej izmenjevali so se. Ker so šli iz poklica? Nekateri so šli iz poklica, drugi so iz šole na šolo se premikali, ne. Ja, tudi to. Zelo pogosto. Pa potem so se itak te šole centralizirale, ni bilo več teh majhnih šol in so se potem ti učitelji nekje zbrali na kakšni večji šoli in so po teh večjih šolah. Tako, pa tudi pogoji so se potem izrazito izboljšali, ne. Je bil takrat en učitelj, ena šola? Običajno. En učitelj, ena šola. Redko, kje smo naleteli, da sta bili recimo dve. Redko. Vse. Ena učiteljica, ki je učila vse. In ta učitelj je bil tudi v kraju pobudnik za proslave, prireditve, je pomagal tudi krajanom, ko je bilo treba prošnjo napisati ali kaj takega. Je delal tudi izven tistega rednega pouka, je bil zadolžen pač za določene praznike, otroci so pripravili proslavo in je to učitelj ponavadi pripravil, ne? Poleg vsega dela, ki ga je imel. In velikokrat tudi pobudnik katerihkoli kulturnih, bom rekla, za mladino, ne, folklora, podobne reči. To so zmeraj učitelji vodili, ne. Pomeni, da poleg vsega dela so se učitelji še udejstvovali, družbeno, ne, da je še vaško mladino recimo pripravili do tega, da so bodisi pisali, bodisi plesali ali kakorkoli, ne. Torej je bila njegova vloga, bomo rekli, kar zelo, zelo zahtevna, ne, za tisti čas. In kot je rekla Elena, večinoma je bil učitelj eden redkih izobraženih v vasi in karkoli je bilo potrebno, so se ljudje obračali nanj. Pa so imeli takrat nekaj takega, kot danes poznamo, recimo nek šolski kurikulum, da so vedeli to in to in to, moramo toliko stare naučiti, so bili učbeniki, recimo. Učni načrti so bili, ki se je mogel učitelj držati, potem so v šole prihajali inšpektorji. No, to sem htela reči, to pa je stalnica, to se pa od tedaj do zdaj ni spremenilo. Ti inšpektorji so nadzirali deloma pouk, vprašali tudi učence po znanju, videli, koliko znajo. Učenci so bili izjemno čutili spoštovanje do teh inšpektorjev in se zelo jih bali tudi, kaj jim bodo rekli, če ne bodo znali, če jih inšpektor vpraša. Učitelji pa tudi, ker so mogli imeti papirje, dokumentacijo urejeno. Na srečo je večina inšpektorjev bilo takih, da so svetovali in so v bistvu pomagali tudi učiteljem, ker so vedeli, v kakšnem stanju so, materialnem stanju šole, ne, da so pomagali in dali nasvet tem učiteljem, kako nekaj popravijo ali kaj ne naredijo. Pa so imeli recimo takrat učbenike? Nekaj malega je bilo, ne, veliko ne. Tudi učitelji so se, en od učiteljev pripoveduje, kako se recimo je prihajal v vas prvič, ne, da je imel s seboj 2 potovalki s knjigami, ker je točno vedel, da je prišel nekam, kjer ni nič, ne. In so bili učitelji velikokrat tej, ki so sploh prinesli v vas, da je bilo karkoli za prijeti v roko, ne. Sicer pa minimalno, ne, je zelo odvisno, pol kasneje so že govorili o zvezkih, a ne, že en zvezek, en svinčnik, tudi ta peresa, ne, peresnik, črnilnik. Velikokrat se spomnijo, kako se je to vse popackalo, ne, kako je bilo vse črno,
niso vedeli, kaj piše spodaj in podobno. Ne. Tako da tudi kako je bilo to cenjeno, ne, ko so se ta peresa so hodila takole narazen, pa niso več pisala, ne. Kaj je to pomenilo za družino kupiti novo pero, ne, da se je mama zelo, zelo jezila, ne, če je to dodaten strošek. In tako da učbenikov nekaj je bilo, berilo, ne, tudi. So imeli, neka berila so imeli, tako različna, odvisno od časa, ne, tako je po vojni minimum zelo malo, če je bilo kaj starega. Potem pa vedno več, ne, se so potem tudi preko verjetno kakšnega zavoda za šolstvo tiskali, ne, za namenom, ko se je začela ta obnova po vojni, so potem tudi to poskrbela država za to, ne. Govorite pa tudi o pripomočku, ki se imenuje stavnica. Kaj pa je to pravzaprav in ali je danes še v rabi? Danes je še v rabi stavnica, seveda. Še ali pa ponovno. Stavnica v bistvu ni nič drugega kot pa take kartončke s črkami, ki se jih potem poljubno seveda sestavlja v besede. Te stavnice so bile popularne zmeraj, ne, tudi če malo prelistamo te stare fotografije, bomo naleteli na stenah učilnic tudi te črke, ne, kako je pravilen zapis. Tedaj je bilo to enkratno samo za učilnico, ne, zdaj ima pa že vsak otrok praktično svojo, ne, da lahko črke sestavlja v besede, pa potem bere. So takrat puščali pravzaprav pripomočke v šolah, če se ne motim, sem brala samo o enem, ki je poročal, da so iz cerade od tovornjaka mu naredili torbo, ampak da je bil med redkimi, ki jo je imel. Tako. Ja, nosili so tudi s takim kakšnim špahcem, so zvezali z trakom, so zvezali dva zvezka in učbenik, so zvezali skupaj in so nesli pod roko. Tako. Ni bilo potrebe torbe, ne? Torb ni bilo, ne. Z cerade ta je bila zelo popularna, ker je bila namreč zelo trpežna. Nepremočljiva. Nepremočljiva, ta cerada je bila kar v redu. Tudi otroci so zjutraj šli še past krave. Ja. In so 7:50 pritekli domov, so malo si umili roke, tako zelo na hitro in tekli v šolo, ne? Ja. Ker so doma delali. Potem v šoli hude probleme, ker namreč učitelj je bil zadolžen tudi za higieno otrok, ne, pomeni pregledovanje rok, nohtov, vratu, ušesa. Torej, to se učenci radi spomnejo, ne, kako je učiteljica še imela tisto ravnilo, ne, pa tudi koga malo po rokah, če roke niso bile čiste. To pravzaprav nehalo, ker recimo, če se sama spomnim osnovnega šolanja, pri nas smo imeli pregled zob, ampak to je bilo tako enkrat na 2 tedna. Tudi takrat so imeli cepljenje na šoli. So prišli z avtomobilom, ne, iz zdravstvenega doma, verjetno Koper ali Kozina, in so prišli medicinska sestra in zdravniki so cepili, se ne vem proti čemu, ne, otroškim boleznim, verjetno tako splošno cepljenje. In so se otroci v Hrastovljah, kot poroča ena gospa, ko so videli, so rekli, so prišle šponte, torej so prišle injekcije, ne, in so se razbežali po vasi. Jih ni bilo več v šoli, ne, ker so se bali injekcij. Torej so morali nekaj dni zapored prihajati tja? Ja, ne vem, kako so potem to rešili. Mislim, da so jih polovili kar z prve. Ja. Se je pa to, ne vem, Medvezeleno obe že zelo, zelo dosti let dela v šoli. Jaz se ne spomnim, da smo kdaj pregledovali higieno. Ne. Edino pozorni smo bili na uši, ko je bil naval. To pa ja. Uši, to smo pa morali. To je bila še sigurnih 20 let, če ne mogoče tudi 30 let nazaj naloga učitelja, da je pogledal lasišče, če so uši. Morda se bo to zdaj vrnilo, ko ravno poročajo, da se veliko gari vrača. Zdaj vrača, no, ampak mislim, da se učitelji več s tem ne bodo ukvarjali. Kako pa je sicer danes, recimo v krajih, o katerih pišete, da so nekoč bile šole? So tam danes ponovno mogoče kje šole ali vsi hodijo v eno šolo? Kako je s tem? To so vsi naši učenci. Torej, gre v bistvu zato je tudi naslov Pozabljene šole, ne? To so v bistvu šole, za katere smo želeli, da jih ne pozabimo. Namreč osnovna šola Dekan je delujoča, ne, še vedno je to zelo delujoča. Pokriva pa cel ta teren, ne, torej pomeni vsi učenci iz vseh teh vasi prihajajo v šolo k nam, v Dekane. To je bilo 12 šol na podeželju, v teh manjših vaseh. In vseh teh vasi danes hodijo na osnovno šolo Dekani. Verjetno tudi z šolskim avtobusom? Tako je. Mi imamo 5 avtobusov, 2 odvoza. Vsak dan 5, gor pa dol. Nekje
zagotovo je malo več kot pol otrok je vozačev, pomeni, prihajajo z avtobuse iz teh krajev. Kako pa je bilo recimo včasih s sistemom šolanja? Danes imamo 9 let, ko še nedavno pred tega je bila 8 let. Kaj je bilo v času, ki ste ga raziskovali, se pravi predvsem tistih 20-30 let po vojni, s tem kako drugače? Tako je, ne? Nekateri učenci so končali že v 6. razredu, niso obiskovali, pa so hodili 4 leta, pa so prenehali obiskovati, so začeli delati doma in so opustili šolanje. So imajo 4, še posebno tisti po vojni, ko je bilo, ali pa rojeni malo pred vojno in so med vojno že dosegli neko starost za vstop v šolo. Med vojno šole ni bilo, mogoče kakšna partizanska šola, so občasno imeli pouk. In potem po vojni so naredili še leto, 2, 3 in so potem nehali hoditi v šolo, ker so bili že tej stari in so pomagali doma. Tako da ni bilo v začetku, takoj po vojni, niso končali 8-letke. So končali nekje v 6. razredu, ker tudi v vseh teh šolah ni bilo 8-letne šole, to so bile do 4. razreda. Potem si pa mogel se nekam odpeljati, da si ti končal še naslednje 4 leta. In takrat ni bilo prevoznih sredstev, ni bilo avtobusnih prevozov, ni bilo avtomobilov doma, ceste so makadamske in če ti nisi prišel do enega večjega kraja, ker bi lahko končal naslednje 4 leta in ti starši to niso omogočili, pač ni šlo in si končal nekje 4 ali kasneje, potem 6 let, ne na vasi. In če ni bilo v tvoji vasi šole, ki bi bila do 8. razreda, pač nisi končal, ne. Tako, kar je bilo tudi onemogočen, potem študij naprej, ne, srednja šola, ali pa še kaj več. Ne. Te so bile večina, ki smo jih mi preučevali, so bile 4 razredne. 4. Redko, ki je 6. Ne. Redko, ki je, potem Sicer kasneje je 4, mogoče, ja. ampak ne, redko, ki je. Večinoma 4 razredne. Potem pa izpiti na koncu leta? Nič. Ne. Ničesar. Kontrolne naloge, testi, spraševanja. Kot je učitelj presodil, da je recimo učenci, da so pripravljeni, jih je povprašal in ocenil delo, obliko, ne, lepopis, vse se je ocenjevalo. Obnašanje? Kako? Obnašanje, vedenje, vse. In je učitelj ocenil, da imamo take predpise glede ocenjevanja in preverjanja, delamo že doktorate iz tega, ne, ampak ne vem, če je vedno premalo avtonomije prepuščeno učitelju, tudi glede tega. Ni vse tako zabetonirano, kot gleda v našem sistemu. Kako pa je bilo včasih s predmetnikom? Danes imamo že ogromno predmetov, pa izbirne predmete. Takrat je bilo verjetno to malo bolj skrčeno. Zagotovo. V bistvu učenci so morali priti do nekega osnovnega znanja, ne, pomeni do osnovnega znanja, pisanja, računanja in podobno. Seveda zraven so se znašli vedno tudi je bil šport, ne, oziroma telovadba so rekli, ali pa fiskultura, gimnastika. Potem vedno naleteli smo na gospodinjstvo razno, ročna dela, za deklice običajno, in pa nekakšno spoznavanje narave, ne, kar bi bilo neka predhodnica bodisi biologije ali pa nekaj takega, ne, naravoslovja. Tako, ne, in pa zgodovina, zemljepis, tudi združeno skupaj, ne, v neke predmete. Tako da v bistvu je učenec pridobil ta neka osnovna znanja, da je lahko potem, v bistvu bi rekla z njimi, živel naprej čisto v redu, ne, torej za tedanje potrebe je bilo to dovolj, ne. Ker so bili tudi različno stari, ko so prišli v šolo, ampak poučevali so pa kaj? V bistvu cel razred isto ali je bilo to bolj individualizirano? Tako, če bi par odlomkov je tudi na to temo, ne. Skupaj so bili sicer učenci različno stari, tako da je pol učiteljica rekla, da je razlagala je enim, ta drugi so pa ta čas pisali, ne, in potem obrnjeno, ne. In te malo bolj pridni učenci so s tem ogromno pridobili, če so bili mlajši, ne, ker so v bistvu sledili svojemu programu, pa še programu za starejše, ne. Seveda, če pa nekomu ni šlo, je bilo pa to mogoče, se je lahko tudi pridružil tem mlajšim učencem, ne. To je potekalo zelo velikokrat vse istočasno. Ni pa bilo individualne obravnave v smislu, kot poznamo danes? Ne, absolutno nismo nikoli naletele na nobeno individualno obravnavo, niti zaradi takšnih ali drugačnih težav,
tako kot danes, ne. Vedno je pač en učitelj delal pač z različnim številom otrok, včasih je bilo 30, včasih jih je bilo 15, včasih kakor je pač bilo, ne. Učitelj je delal z njimi, vsemi skupaj, kdor je dojel, kdor ni pač je ostal Tudi učitelji so videli učenca, ki ne zmore in so mu nudili dodatno pomoč in bilo to prepuščeno delu učitelja in bilo to so pričakovali od njega. Danes je to nekje napisano v zakonodaji, ne vem, kaj takrat tega ni bilo, ampak so učitelji kljub temu delali in so pomagali učencem, ki jim je šlo težje, ker so bili pač učitelji, ne. Tako, čisto iz lastnega nagiba. Čisto iz lastnega nagiba, ne. Danes mora biti to vse zapisano nekje v zakonodaji in to, ampak takrat so tudi delali in so pomagali učencem, ki jim ni šlo. Ne, da ni bilo pomoči, ampak ta kombiniran pouk je bil res tudi za učitelja zahteven, ker je moral se pripraviti za isto uro za dva različna razreda, recimo za drugi in četrti. Drugim dvem jih je dal pisati črke in ta čas je četrtim, na primer, razlagal matematiko, ne. Tako. Torej ni bilo predmetnika, kot ga imamo danes, Ja, urnika. predmetnik je bil. Urnika, mislim, tako. Ja, je bil, ampak urnik je bil v kombinaciji, ne. Je bil v urniku, je bilo kombinacija drugi razred slovenščina, četrti razred matematika, tretjo uro, ne. In je učitelj potem to prilagajal, da je prišel do tistega števila ur, ki ga je mogel imeti na koncu leta, ker on je mogel napisati neko poročilo tudi na koncu, ne, kako je leto šlo, kaj se je, ponavadi v kroniko, ne, je napisal. So te kronike torej danes v arhivu, pravita, recimo tudi od vaše šole? Tudi. Mi na šoli nimamo več nobene kronike, ker ne vem, koliko let nazaj je bilo pač to potrebno. Mislim, da 3 leta potem nekaj takega, ne vem. Kaj kmalu. Kmalu, ko smo mi končali to zbirati, so zahtevali, mislim, da neka zakonodaja se spremenila na področju arhiviranja dokumentov in so takrat zahtevali, da moramo to dostaviti v arhiv v Koper. Tako da so dostopne tam sicer, ne na šolih pa več nimamo, kar je škoda. Ja, škoda. Nam je ustrezalo takrat, ker smo vzeli z omare in smo lahko takrat delali, poskenirali slike in tako, da je treba iti v ustanovo. So bili znotraj v kronikah tudi kakšni, na primer, primeri spričeval ali to, kot jih dostavljata? To smo pridobili od posameznikov, bivših učencev, ki so nam dali, da lahko poskeniramo, da lahko to uporabimo. V kronikah so bili vedno zabeleženi, zdaj je recimo tudi to predpisano, nekaj mora v kroniki stati, ampak približno vedno so bili zabeleženi podatki, kdaj se je šolsko leto začelo, končalo, koliko otrok je bilo, posebnosti, ne, bodisi če so bile ali kakšne bolezni, vedno se omenjalo, če je prišel šolski inšpektor, kaj je povedal, tako naprej. In velikokrat je potem učitelj v kroniki povedal tudi neko čisto lastno mnenje o nekem dogajanju v vasi, ne, ali o bodisi nekih kulturnih udejstvovanjih in podobno, ne. Torej neke podatke, sploh v številu, to so bili obvezni podatki, potem je pa še malo odvisno od tega, koliko je bil učitelj pripravljen še pisati drugih stvari zraven, ne. Tako da ene so malo bolj suhoparne, druge pa zelo, zelo izčrpne, iz katerih, kot sva rekli že prej, v bistvu lahko med vrsticami prebereš marsikaj, ne. Utrip kraja. Utrip kraja, utrip nekega časa, ne. Ko veliko govoriva, ne, o učitelju, kako je delal in podobno. Učenci in vse posod je to razvidno, avtoriteta učitelja, ne, da čisto nekaj drugega, ne. Definitivno učitelj si mora avtoriteto zagotoviti sam. Tedaj je bilo temu tudi tako, ne, ampak učiteljeva beseda je bila, tako kot povejo, je bila zakon, ne, tukaj ni bilo parlamentiranja in pogovarjanja, ali bi nekaj ali ne bi, ne. Kar je tudi normalno, delati s takim številom otrok, delati v kombinaciji, delati s takimi pogoji, zagotovo je, bom rekla, vzgoja od doma se je prenašala v šolo, ne, in tam potem nadgrajevala. To je to, ne, ker večina in učiteljev in učencev pove, učitelji so bili strogi, smo jih ubogali, ne. Torej, z drugo besedo, imeli so avtoriteto, tudi sam sistem jih je v temu podprl, da je temu bilo tako. To pomeni, da niso poročali, da so se starši prišli pritoževati nad ocene v šolo? Nismo nikoli naleteli na kaj takega. Ne, to ne. Drugi sistem.
Sicer pa zdaj predstavitev eno ste že imeli. Kako je bilo? So bili tudi kakšni intervjuvanci prisotni? So bili, smo jih tudi povabili tisti, ki so pač prispevali k nastanku te knjige, kot učitelji, starejši ali pa tudi učenci, ki so zbrali več materijala, so bili zelo zadovoljni, naši učenci so zaigrali nekaj prizorov, nekaj iz knjige, nekaj tudi ni bilo iz knjige, ampak so bili zaigrani iz tistega časa, so bili zanimivi. Imeli še en tak kulturni program okvirni okoli. Moram povedati, da leta 2012, ko smo končali zbirati to gradivo, smo na koncu šolskega leta za zaključno prireditev predstavili tudi nekaj teh točk iz knjige v obliki dramskih besedil. In takrat smo naredili tudi eno večjo razstavo s temi ploter plakati, tako kar precej velikimi, ki imajo v ozadju kot vodni tisk in so v vodnem tisku strani kronike. Potem pa čez smo pa dali besedila, spričevala in fotografije, tako precej povečane, in to za vsako šolo. In teh plakatov, če se ne motim, jih je enih 36 ogromnih. In zdaj za to predstavitev, oziroma za predstavitev knjige, za prvo predstavitev v Dekanih, smo imeli velike težave za poiskati panoje za razstaviti plakate. Nismo nikjer dobili panojev. In smo jih dobili v nekem manjšem številu, na šoli Škofije, nekaj v knjižnici, na 2 v Kopru, in smo razstavili vsaj za vsako šolo, vsaj en plakat, da je bila tako simbolno predstavljena ena šola, in so ljudje, ki so prišli z velikim veseljem si ogledali in poglej, to sem jaz, ne? To je pa moj mož, ne? Tudi vem, kaj sem recitirala tukaj, to je bila ta in ta proslava in vem točno, kaj sem recitirala na tej proslavi, ki je bila na sliki, gospa, ne? Tako da pa ena učenka stopi do meni, učiteljica, ma kaj se me spomnite? Se te spomnim. Ma jaz sem tam napisana pod eno sliko. Seveda si napisana, si jo verjetno prinesla. Ma jaz se ne spomnim več. Če si napisana, da nisem napisala zastonj. Si verjetno prinesla s tvoje vasi tisto sliko, ki je tam. Ne? Tako je, ja. Torej, tukaj se vidi ta razlika, ne? Dan današnji množica, poplava dogodkov, podatkov, ki jih potem tudi pozabimo, ne? Če pa pogledamo takrat, je bilo tega veliko, veliko manj, ampak se je ljudem res vtisnilo spomin. Ker niso bili obremenjeni z vsemi drugimi mediji, z vsemi novicami, informacijami, ki so te zbombardirali vsak dan, ampak so dobili tisto informacijo v šoli, ne? In potem so se igrali sproščeno tudi ti otroci zunaj. Oni so preživeli zunaj, so delali fizično, so delali in so tudi se igrali zunaj in tudi fizično delali. Je bil sproščen. Ni obremenjen. Pa tudi, ne, mislim, verjetno, ko govorimo o vseh teh podatkih in tako da poudarimo, ne, v bistvu to ni strokovno znanstveno delo, ne, gre samo za to, da smo želeli te podatke, te spomine, o katerih zdaj govorimo, ohraniti. Torej pomeni, vsi veli se so, ne, ni vseh zaporedi, ni kontinuitete, vse to štima. Zaradi tega, ker tudi namen tega zbornika ni bil, da je to znanstveno delo. Pač pa res to, da se ohranijo ti spomini na nek čas, na nek sistem, ki je šolski v tem primeru, ne, in da to ne utone v pozabo, ne, zaradi tega, ker tako kot smo rekli že na začetku, veliko od teh, ki so nam pomagali, žal ni več živimi. Pomeni njihovi spomini bi utonili, ne. Ogromno fotografij, izkazov in podobnih stvari, počasi se to porazgubi, ne, ob selitvah in tako gre, ne. Torej na ta način smo to želeli ohraniti. Torej ne bom rekla zdaj, gre za pričevanje nekega časa, ne, kako je to takrat bilo. Ne, da bi imeli tendence, da zdaj vse točno po nekih datumih zložimo, ne. No, vseeno bi lahko rekli, da gre za neke vrste etnografsko raziskavo, popis. Bo mogoče še kakšna tudi javna predstavitev knjige, mogoče, ne vem, v knjigarni Libris, ki je... Ja, dogovarjamo se, tako da zagotovo se bomo še o temu še pogovarjali, kar je verjetno tudi prav, da doseže, bom rekla, neko širšo publiko, da to obstaja, ne, da tisti, ki želi, lahko zbornik vzame v roke in malo prelista in pogleda
Tako, ravno zato tudi, ker sta, kot ste omenili, ni zgolj faktografsko popisovanje dejstev, ampak pravzaprav zgodba zgodovine, dokument nekega časa. Lepa hvala, da ste ga danes prišli predstaviti tudi nam. Hvala tudi vam za povabilo. Tako, dragi gledalci, če vas zanima kaj več in ta tematika na splošno, le stopite do knjigarne Libris, glede na to, da je njihova založba knjigo izdala, jo zagotovo imajo pri sebi. Do prihodnjič lepo se imejte, če ste pa morebiti zamudili kakšen odlomek pogovora, vas pa toplo vabim k ogledu celotnega ali ponovnega na naš YouTube kanal Megafon TV. Lepo se imejte.